Pozdravljeni. Prišli smo do zadnjega komentarja novic, letos seveda. Kot ste razumeli, je tokrat na vrsti 52. redni komentar novic, kjer si bomo kot običajno ogledali 4 različne sklope, v katerih bom poudaril vse tisto, kar v drugih medijih ni dobilo dovolj pozornosti ali pa potrebuje v mojem videnju dodatni komentar. Bližnjice do originalov vseh člankov dobite navedene v opisu, mi pa se še zadnjič letos lotimo naše prve teme. Brez skrbi, beseda ne bo tekla o Šarlu, temveč o njegovem mlajšem bratu Arturju. Kot ste lahko zasledili v mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, in tu sam navajam članek, ki je bil objavljen na spletnem portalu RaceFans 21. decembra, je Artur Leclerc izgubil svoje mesto v Ferrari Driver Academy. Odločitev, ki je, če gledamo samo rezultate, logična. Namreč njegov sošolec v programu, Oli Berman, je na koncu pristal na 6. mestu med vozniki, Artur Leclerc na 15. In seveda v svetu motošporta, če nimaš rezultatov, nimaš nobenih izgovorov. Namreč, kako se pišeš, kot smo videli že v mnogih primerih, konec koncev ni tako pomembno. In ni mi dano vedeti, kje in če bo Artur Leclerc nadaljeval svojo kariero v motošportu med tistimi potrjenimi vozniki za prihajajočo sezono Formule 2, ga nisem zasledil. A pri tej novici, ki bi lahko bila sekundarnega pomena, je zanimivo nekaj drugega. Namreč na čelo Ferrari Driver Academy prihaja znano ime, Joe Clear. In Joe Clear je po mojem videnju odgovoren za marsikatero bizarno in napačno strateško odločitev na komandnem pultu strategije Ferrari v preteklih letih. V zadnjih sezonah je bil tisti inženir, ki je bdel nad razvojem Šarla Leclerca v skuderiji Ferrari, torej se je ukvarjal izključno z njim. Ampak sedaj, ko so ga odmaknili na mesto, ki ni tako v neposrednem stiku s Formulo 1, je pravzaprav odpustil brata tistega voznika, za katerega je skrbel. Lahko bi dejali, da zgolj slučajno, nenamerno in da so za vse poskrbeli tisti, ki so bili na funkciji prej, ampak meni se takšno naključje zdi zanimivo. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Pojdimo danes k naši drugi temi. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu motosport.com 24. decembra, odhaja tudi športni direktor FIA. Steve Nielsen samo po letu dni zapušča svoj položaj, kar je izjemno velik udarec za organizacijo, ki bdi nad regularnostjo prvenstva. In seveda tu s prstom kažem na FIA. Namreč Steve Nielsen je inženir z izjemno dolgo kariero v svetu Formule 1, sodeloval je z ekipami kot so Lotus, Tyrrell, Williams in na koncu Alfa Tauri. In pravzaprav v njegovi karieri kot športni direktor FIA je skrbel za sisteme, ki so na primer bdeli nad legalnostjo. Tu v strogi navezi z direktorjem dirke Nilsom Wittichem. Ampak v pravkar zaključeni sezoni 2023 smo imeli nekaj epizod, ki so kazale, da pravzaprav na področju, ki ga je pokrival Steve Nielsen, je prišlo do resnih težav. In na primer govorim o tem, da
elektronski sistem na nekaterih dirkah ni bil sposoben zaznati vseh kršitev proge, ki so jih vozniki storili. In seveda ta odhod, ki je še zmeraj nepotrjen, bi znal zopet pretresti tista notranja ravnotežja pri sami FIA. Mohamed bin Sulayem, kot ste verjetno že razumeli, je v zadnjih mesecih bil precejkrat nad tnalom. Mnogi mu očitajo, da zadev ne zna voditi in govori se, da pravzaprav Steve Nielsen zapušča izjemno zgodaj svoj položaj prav zato, ker odgovorni, tisti nad njim, ne delijo iste vizije, kot jo ima sam o tem, kaj morajo storiti. In seveda, ukolikor je to res, bo zopet velik minus na račun sedanjega predsednika FIA. A pojdimo k naši tretji današnji temi. Lahko bi dejali, da v Formuli 1 dvoličnosti ni ne konca in ne kraja. Kot so poročali na spletnem portalu znane revije Autosprint 23. decembra, se je na podelitvi njihovih nagrad Casco d'Oro zgodilo nekaj posebnega. Namreč med publiko sta se prisrčno prijateljsko objemala Felipe Massa ter Flavio Briatore, kar se morda marsikomu ne zdi nesporno in nečudno. Rad bi vas spomnil, da Felipe Massa pravzaprav je v tožbi s FIO glede naslova sezone 2008. Vse izhaja iz tega, da so pri tovarniški ekipi Renault na veliki nagradi Singapurja kršili pravilnik. In tisti, ki je zaukazal direktno to kršitev, ni bil nihče drug kot Flavio Briatore. Namreč Felipe Massa naj bi zahteval naslov svetovnega prvaka v tisti sezoni, ki bi ga morali po njegovem vzeti Lewisu Hamiltonu, ki pravzaprav v tej zgodbi ni nič kriv. In konec koncev o dvoličnosti v Formuli 1 smo že govorili prav pred nekaj dnevi. A zanimivo je, kako v prijateljskem odnosu sta tista dva, katera se bosta lahko znašla na nasprotnih bregovih, ukolikor bo pritožba prišla v neko zaključno fazo. Pravzaprav lahko bi dejali, da v Formuli 1 smo dobili nov vrhunec okrog tega, kaj pomeni biti dvoličen. A sam se raje ne spuščam v takšne podrobnosti, temveč se lotim naše današnje in letošnje zadnje teme. Za konec pa kot običajno rahlo šaljiva novica, na katero sem naletel med prebiranjem italijanske gazete dello Sport 26. decembra. Max Verstappen je najel progo Algarve na Portugalskem, ker se je hotel s prijatelji malce pozabavati in proslaviti svoj tretji naslov svetovnega prvaka Formule 1. Tam ga je čakalo kar nekaj prestižnih avtomobilov, s katerimi so se on ter njegova druščina dobesedno zabavali. Na Portugalsko so prišli po poročanju medijev na 3 zasebnih letalih, ampak od letališča do proge je bilo treba priti nekako v stilu. In Max Verstappen je hotel najeti Mercedes AMG GT. A prišlo je do manjšega zapleta. Namreč pri podjetju Sixt niso hoteli slišati, da bi 3-kratnemu svetovnemu prvaku Formule 1 dali v najem tako prestižni avtomobil. Zaradi zavarovanja bi moral imeti Max izpolnjenih 30 let. In tu ni bilo važno, kaj je osvojil v preteklosti in kaj je pravzaprav po poklicu. Bili so striktni in Max je bil začuden. In seveda nam
Navadnim smrtnikom ni dano vedeti, s kakšnim avtomobilom je potem Max prišel na svojo zabavo na sami progi z najetimi avtomobili. Ampak ostaja odprto še neko vprašanje. Če Max Verstappen, trikratni svetovni prvak, ni imel dovolj let za najem prestižnega Mercedesa, zakaj tega niso napisali na njegovo spremljevalko Kelly Piquet, ki jih ima po mojih podatkih dovolj. A pustimo sedaj to. Tudi danes smo prišli do konca prispevka. Zadnjič letos, naslednji teden začnemo, kot vam je jasno, znova. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.